Dober dan tudi v mojem imenu. Mogoče čisto nakratko bi želel spregovoriti nekaj ključnih besed o roku zahtevnosti prijav. Torej na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se zavedamo, da je rok 30 dni za prijave relativno kratek. Namreč dokumentacija in zahtevnost same prijave je pogojena delno strani Evropske unije in tukaj ne moremo izbirati drugih poti. Seveda, ravno iz tega razloga smo že naredili tudi v mesecu decembru pred objavo, kjer smo nekako že zainteresirano slovensko javnost obvestili o samih korakih, ki jih pripravljamo na tem področju. Tako kot je gospa ministrica že tudi omenila, smo skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije že naredili tudi informativni dan, torej že pred objavo samega razpisa. Tako da se trudimo tudi z naše strani narediti vse korake, da zagotovimo optimalne pogoje na slovenskim podjetjem, da se lahko prijavijo na ta razpis. Z naše strani bomo naredili tudi vse, da bomo v najkrajšem možnem času ocenili te vloge. Delali bomo tudi v soboto in nedeljo, da se zavedamo, da je rok porabe teh sredstev relativno kratek in ni druge. Torej, z naše strani smo vložili vse napore v same postopke, tako da menimo, da na osnovi kriterijev, ki so, kot najbrž boste lahko sami razbrali, zelo natančno in eksplicitno razdelani, bomo lahko dobili kvalitetne, torej iz vseh teh projektov pridobili kvalitetne prijave, ki bomo potem sofinancirali. Tako da verjamemo, da bo ta sredstva lahko v letošnjem letu koristno in pa zelo, bi tem rekel, inovativno plasirana v slovenski prostor. Tako mogoče čisto še o teh robnih pogojih, katerih se zavedamo in se trudimo narediti vse, da ne bo tukaj kakšnih zapletov. Hvala lepa, zdaj pa smo na voljo za odgovore na vaše morebitno vprašanje. Že bo že cilj delo. Omenili ste 15% tega zneska, ki bi bo financiralo ministrstvo. Zanima me, je to že vključen v ta znesek 4 milijonov? Ja, torej, kot je gospa ministrica že omenila, je osnova za razpis sheme državnih pomoči. Teh 15% je že vključenih. Seveda moramo pa se zavedati, da gre za sofinanciranje. Po tej shemi državne pomoči to pomeni, da celotno višina sredstev bo v bistvu nekje računamo krat 2, namreč sofinanciranje je do 50%, tako pač narekuje schema državne pomoči, ki je v bistvu enotna v Republiki Sloveniji in tudi v ostalih državah. Tako da v bistvu odgovor je da, to je že v tem znesku, vendar lahko, če pa gledamo globalno, moramo znesek bi lahko kar pomnožili krat 2 skoraj, da. Torej celotni znesek, ki bo namenjen za področje informacijske družbe, torej tako strani gospodarstva kot strani Vlade Republike Slovenije. In to je tudi v bistvu dejanski dokaz te želje po višanju vlaganja sredstev, tako javnih kot tudi zasebnih. To je tudi ena izmed osnov tega samega razpisa.